Dober večer, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Danes bomo govorili o eni izmed manjših, mlajših, a tudi uspešnih občin. Z nami v studiu je župan občine Šentrupert, gospod Rupert Gole. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Ste v Šentrupertu že praznično razpoloženi? Prihodnji teden občina praznuje občinski praznik? Nismo še čisto, ampak bomo že konec tega tedna. Vse pa je pripravljeno za sklop prireditev, ki tako kot ponavadi traja nekje dober teden. Začeli bomo, kot sem dejal, pa v soboto 26. maja. Pripravljate kaj posebnega? V soboto bo nekako ta osrednja kulturna prireditev, to bo nastop oziroma koncert ženskega pevskega zbora Šentrupert, ki je za ta koncert pripravil en izjemen program ljudskih pesmi, ki jih je priredil etnomuzikolog Julijan Strajnar, in sem prepričan, da bo to izjemen dogodek. Že prej pa bo v Dragi tudi zelo zanimiva etno prireditev. Dražani so se zopet potrudili in verjetno nam pripravljajo eno lepo popoldne. Podelitev občinskih priznanj pa bo večer prej? Podelitev občinskih priznanj pa bo tokrat 1. junija, ne večer prej, kot sva prej dejala, 26. maja začnemo. Se pravi, čez en teden, v petek 1. junija pa bo podelitev občinskih priznanj, slavnostna seja oziroma slavnostna prireditev ob tem dogodku in tudi tam vabljeni vsi občani. Ob občinskem prazniku pa boste na ogled postavili tudi izbrana dela, ki so nastala v okviru natečaja ilustracij zgodbic grofice Barbo. Za kakšen natečaj je pravzaprav šlo? Gre pravzaprav za eno obljubo, ki smo jo dali v jeseni lanskega leta. Septembra smo namreč v Šentrupert preselili razstavo iz italijanske občine Sarmede. To je bila razstava 20 ilustratorjev oziroma 40 ilustratorjev iz 20 različnih držav. In takrat smo napovedali, da bo to sodelovanje občine Šentrupert z občino Sarmede, ki se je nekako uveljavila kot občina poznana po ilustracijah in celotni zgodbi, ki temelji na tem. Obljubili smo, da bomo razpisali natečaj, skozi katerega bomo izbrali dva zmagovalca, enega izmed osnovnošolske mladine, drugega izmed srednješolske mladine, ki bosta za nagrado dobila srednješolski enotedenski tečaj za najboljšimi ilustratorji v občini Sarmede v Italiji in osnovnošolska nagrada je enodnevni izlet in ogled teh workshopov v Italiji, ki so izredno zanimivi. To pa je tudi en korak naprej, ki nas bo popeljal še v tesnejše sodelovanje in s temi natečajami nameravamo nadaljevati. Vkolikor pa se bo izkazalo, da so te ilustracije zelo kvalitetne, pa morda nastane tudi kakšna knjiga zgodbice grofice Barbo. Preden nadaljujeva, še povabilo vam, gledalci in gledalke, da pokličete na telefonsko številko 07 39 30 868 in župana Ruperta Goleta tudi sami povprašate o tem, kar vas zanima. Župan verjetno komaj čaka, da bo odgovoril na vaše vprašanja. Z veseljem. Je tako. Sicer pa je bilo v zadnjih tednih vroča tema predvsem vprašanje, kam z odpadki. Vemo, odlagališče Globoko nima okoljevarstvenega dovoljenja, inšpektor je izdal odločbo o prepovedi odlaganja odpadkov tam. Župani so se odločili, da boste to odločbo spoštovali. Kako je zdaj z odpadki? Kam jih vozite? Poskušal bom biti kratek, ker je okrog tega bilo že dosti napisanega. Odpadki, mešani odpadki, se pravi tisto, kar ni sortirano, se odvaža v Kočevje. S Kočevjem smo podpisali pogodbo. Tisto, kar je pa pomembno za Globoko, pa je to, da je 18. maja, se pravi še en dan prej, kot je bil nam določen rok, bila oddana na ARSO popolna vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja in pričakujemo, da bo tudi na strani ARSO spoštovan rok 30 dni in da bo to okoljevarstveno dovoljenje pridobljeno. Potem se bo odlaganje na odlagališču Globoko tudi nadaljevalo. Kateri pa so bili ti pogoji, ki ste jih morali izpolniti? Teh pogojev je bilo kar nekaj, med drugim smo morali zvrtati še dve vrtini, skozi katere se vrši monitoring podtalnih voda, preurediti razkladalno ploščad, pripraviti kar nekaj dokumentacije, kot je
projekt za zapiranje odlagališča, projekt za ravnanje z odpadki in tako dalje, ne bi zdaj šel v podrobnosti. Bilo je pravzaprav ogromno dela, vendar moram pohvaliti tudi ekipo sedaj na komunali pod vodstvom direktorja, da je to uspela v tem roku zagotoviti. Župani smo pomagali po svojih močeh in prepričan sem, da bo tako učinkovitem delu tudi v nadaljevanju globoko rešeno dolgoročno, kar si pravzaprav vsi želimo in tudi nestrpno že pričakujemo nov operativni program strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki bo ali odlagališče, bom rekel, popolnoma ukinilo, se pravi, da ga ne bo več, kar pa mi verjamemo, je pa to, da bo to odlagališče dobilo nek strateški državni pomen in da se bo tam razvijala industrija predelave odpadkov. Kakšna je potem vaša strategija? Vi ste že poslali tako prejšnjemu kot tudi zdajšnjemu ministru to strategijo. Kaj vi želite, da bi se tam odvijalo? Moje osebno razmišljanje in razmišljanje pač tistih strokovnjakov, ki sem jih k sodelovanju povabil, je vpeto tudi v vse evropske direktive na področju ravnanja z odpadki. Odlaganje pravzaprav na koncu ali pa če rečemo v nekaj letih ne sme biti več. Se pravi, odlagali ne bomo, bomo pa morali razviti celotno vejo popolnoma nove industrije, nekaj seveda tudi že v Sloveniji na področju predelave odpadkov, tako bom rekel materialne izrabe kot energetske izrabe in globoko je s 37 hektarji zemljišč, ki so opredeljene v ta namen, en izjemen potencial, logistično zelo enostavno dostopen. Trenutno pa, če ponazorim, je zapolnjenih z nekim programom, to je odlaganje pa tisto, kar sodi zraven, približno 4 do 5% te ogromne površine. Predstavljajte si danes pač umestitev neke tako velike površine v prostor, verjetno bi bilo ogromno težav. Ta prostorska umestitev pa je že od leta 1991 tu in bom rekel, je primerna za vse. Omenjali ste, da je končni cilj, da se odpadkov sploh ne odlaga več, ostanka teh komunalnih odpadkov. Mogoče veste, kakšen je zdaj ta procent, koliko se še odlaga, koliko je že ločeno zbranega v vaši občini? Zdaj čisto natančnega procenta ne vem, ampak če povem samo ta podatek, da je približno 5-krat manj teh odpadkov odloženih v zadnjih 3-4 letih, je ta upad odlaganja bil drastičen, ker smo v vseh občinah, se pravi bivše občine Trebnje, ki gravitirajo pač na to deponijo, uvedli zbiranje na izvoru, se pravi ločeno zbiranje na izvoru. In seveda tega odlaganja je lahko še manj, če bi pač naše prebivalstvo striktno to ločevalo. Ponekje je pač še problem, vendar jaz mislim, da več ali manj občani ločujejo, ogromno pa seveda lahko tudi naredimo že pri otrocih v vrtcih in šolih, da jih tako vzgojimo. V zvezi z odpadki mogoče še eno vprašanje. Nekje 2 meseca se bodo ti odpadki vozili v Kočevje. Se bo to kaj poznalo na položnicah Šentruperčanov? Na položnicah se ne bo poznalo. Mi bomo pač te stvari pokrivali, oziroma jih bo komunala pokrila sedaj iz svojih sredstev. Seveda bomo morali tudi sprejeti v kratkem spremembo cen odlaganja odpadkov. Vemo, da odvažanje in odlaganje, vemo, da so te cene bile zamrznjene, so še zamrznjene, vendar pričakujemo, da bo prišlo do spremembe, kajti ta dejavnost pa se mora pokrivati sama. Še nekje 2 meseca in na mestu muzeja na prostem bo postavljenih 19 kozolcev. Gre za pomemben korak na področju ohranjanja kulturne dediščine. Kaj sledi potem? Ja, ravno danes smo se sprehajali med kozolci strokovnim timom oziroma tem strokovnim svetom, ki je od začetka bedel nad tem projektom, vključno s profesor Francem Pohlevnom, magistrom Dušanom Štepcem in celotno ekipo. Že sedaj je ko je še gradbišče, je ta ambient zelo atraktiven, trenutno stoji tam 8 kozolcev, se pravi, do konca jih moramo še kar nekaj postaviti. S tem, da 17 je nekako lahko rečem, da so to zgradbe, da so to pravi kozolci. 2 primerka pa sta napravi, se pravi, tisti prvi napravi ostrvi in enostavni kozolček, kajti vemo, da se je kozolc nekako razvijal iz neke zelo primitivne, enostavne oblike pa do tega veličastnega toplarja, ki je nekako na Dolenjskem doživel največji razcvet, predvsem v smislu oblikovanja.
Vprašanje je bilo, kako naprej. Vzporedno seveda že intenzivno dela programski tim, se pravi ekipa, ki pripravlja program za ta muzej na prostem. Muzej namreč bomo otvorili naslednje leto junija. To pomeni, da imamo od konca postavitve teh kozolcev do konca julija, se pravi od konca julija pa do naslednjega leta imamo kar nekaj časa. V spomladanskih mesecih bo potrebno seveda hortikulturna ureditev, kajti vemo, da v jeseni in pozimi trave ne moremo sejati. In takrat, ko bomo muzej otvorili, moramo imeti popolnoma urejen ambient, se pravi okolica popolnoma urejena in morajo biti izoblikovane tudi programske sheme, paketi, tržni produkti in na tem intenzivno delamo. Prav v zvezi s tem bi vas še vprašala, kako boste spravili muzej na prostem na turistični zemljevid? Govorili ste že pred časom, da želite, da recimo, ko pridejo tuji turisti v Slovenijo in si pogledajo Blejski grad, Postojnsko jamo, da pridejo tudi v Šentrupert in si pogledajo muzej na prostem. Kako recimo Nemce, Japonce privabiti v Šentrupert? Moram reči, da zdaj, ko se fizično v prostoru dogaja, je ta pač glas hitro završal po Sloveniji in že kar nekaj ljudi zdaj prihaja med vikendi pa tudi med tednom v Šentrupert in si z zanimanjem ogleduje. Ta vikend recimo je bil bivši veleposlanik avstrijski v Sloveniji, gospod Incko, niti nisem vedel, da si je prišel v Šentrupert ogledati. Ta projekt mi je tudi poslal potem eno zelo lepo pismo. Tako da jaz mislim, da bom rekel, kakšnega problema prepričevati pristojne inštitucije, da je ta projekt nacionalno pomemben, ne bomo imeli. Ko bomo imeli celostno grafično podobo za celoten projekt izdelano, in to mislim, da bo v roku 14 dni, bomo tudi intenzivno pač obiskovali inštitucije, kot so Ministrstvo za Slovence v zamejstvu, Ministrstvo za kulturo, Slovensko turistično organizacijo, pa tudi seveda bližnje družbe, kot so Terme Krka, ki sigurno bodo lahko s to ponudbo popestrile ponudbo svojim gostom. Ravno danes je v Šentrupertu že bil en avtobus in prepričan sem, da bomo lahko skupaj ustvarili kvalitetno ponudbo tako za naše, se pravi za Slovence, kot za vse tiste, ki bojo v Slovenijo prihajali in jim bomo s ponosom pokazali tisto, kar je res avtohtono slovenskega. Verjetno boste uspešni. Navsezadnje je občina Šentrupert primer zgodbe o uspehu. Lani ste prejeli priznanje za najbolj inovativno občino, letos pa ste bili oziroma uvrstili ste se celo na drugo mesto med razvojno najbolj prodornimi občinami v projektu Zlati kamen. Kaj vam pomeni to in v bistvu kaj je ključ za ta uspeh? Zdaj, kakšnega recepta za to seveda zdaj ne bom povedal. Dejstvo pa je, da se poskušamo vsakega projekta lotiti na ta način, da dobro analiziramo potenciale in potem iz tistih danosti, ki jih pač imamo sami, ustvarimo neke presežke. Tako smo se lotili lesenega vrtca. Občina Šentrupert je 56% porasla z gozdom, se pravi les je nek naš strateški naravni material, tako kot je drugje po Sloveniji. Mi pač nismo to samo ugotavljali na papirju, ampak smo v konkretnem projektu tudi dokazali, da je objekt zgrajen v lesu lahko kvaliteten, nizkoenergijski, v vseh ozirih, bom rekel, primeren za bivanje, sploh pa za otroke. Potem smo na potencialu oziroma dejstvu, da smo lastniki najlepšega kozolca v Sloveniji, to je Simončičev Toplar na Bistrici, zasnovali ta projekt, se pravi muzeja kozolcem na prostem, so da lahko bi tisti kozolc na Bistrici enostavno pač obnovili in ga pofotografirali, dali v neko zloženko in potem čakali, če bo kdo prišel. Verjetno se to ne bi zgodilo, če pa že bi naredil eno fotografijo pa se odpeljal naprej. Naj povem še to, da ta kozolc na Bistrici ostaja, tako se je stroka odločila, da bo na licu mesta obnovljen in bo predstavljal nekako vstop v to dolino kozolcev. Potem pa je še, bom rekel, celotna vizija, kako v bivši vojašnici Puščava ustvariti lesno-predelovalni center, spet, bom rekel, na temelju nekega dejstva, da imamo
ogromno gozdov, ogromno kvalitetnega materijala in da lahko lesni ostanki, oziroma tisto, kar ostane iz lesne proizvodnje, predstavlja energent, smo ustvarili tudi, bom rekel, vizijo na področju samooskrbe z energijo. In vse to je botrovalo, se pravi, izvršeni projekti in vizija je verjetno prepričala komisijo, da nas je uvrstila na drugo mesto, se pravi, da smo druga razvojno najbolj prebojna občina v Sloveniji. Omenjali ste lesno-predelovalni center. Občina Šentrupert želi postati do leta 2020 energetsko neodvisna in prav s tem lesno-predelovalnim centrom na območju nekdanje vojašnice na Puščavi naj bi to tudi nekako bil en korak k temu. Nekako pa se zapleta pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta. Kako daleč ste s tem? Pri sprejemanju občinskih prostorskih načrtov se zapleta povsod, ne samo pri nas. O tem sem tudi že kar nekaj govoril na nacionalki in marsikdo, ki me je potem srečal, se je začudil, da je temu tako. Zdaj lahko že pohvalim, bom rekel, to novo ekipo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da stvari hitreje potekajo, da ažurno odgovarjajo na elektronsko pošto ali na telefonske klice in da pričakujemo v kratkem pač tisti ključni sestanek, ko bomo do konca dorekli še vse odprte zadeve in da bo potem ta zgodba zaključena, kajti to je še edina stvar in da bomo nekje konec leta tudi, se pravi, še prej po javni razgrnitvi in tako naprej, sprejeli občinski prostorski načrt in dali priložnost investitorjem, ki že na nek način čakajo, se obračajo na nas, še posebej potem, ko smo nekako postali prepoznavni, da to želimo. Je pa dejstvo, da ta lokacija ima potencial tudi zaradi industrijskega železniškega tira. V Sloveniji bojo te lokacije v prihodnosti zagotovo še posebej cenjene. Kaj pa bo vključeval ta lesno-predelovalni center? Bo to v povezavi z Dobskim zaporom? Tam imajo namreč svoj odprti oddelek. V vojašnici, se pravi tisti stavbi, bivše kasarne, že sedaj živijo okrog 30 zapornikov odprtega oddelka. Že prejšnjemu ministru sem nekako nakazal, da ne rečem obljubil, da bomo se potrudili in ustvarili delovna mesta na sami lokaciji. Ta delovna sila je seveda cenovno, se pravi strošek te delovne sile je zelo motivativen za podjetnike in potrebno je vsi izračuni oziroma vse projekcije za vzpostavljanje lesno-predelovalne industrije kažejo na to, da je smiselno vzpostavljati celotno verigo predelave čim bolj skupaj, da ne rečem na enem mestu, da prihranimo pri logistiki, se pravi pri vožnji tega materijala iz ene lokacije na drugo, kajti cena fosilnih goriv narašča. In če je še pred 5, 6, 7 leti bil strošek goriva 50% manjši in ni predstavljal morda tako velikega bremena, danes temu ni več tako. Ta lokacija predvideva umestitev vseh obratov, ki se ukvarjajo s predelavo lesa, vključno za energetsko izrabo. Še posebej pa bi poudaril projekt, ki ga sedaj pripravljamo na Dobu, in sicer da zagotovimo skozi soproizvodnjo električne in toplotne energije iz lesne biomase vso potrebno toplotno energijo za zapore na Dobu in da seveda ta denar, ki je za to namenjen, ostane v domačem okolju. To vedno poudarjam, ni samo pomembno, da je prihranek, pomembno je tudi to, da denar za energijo ostaja doma. Kaj pa potem naslednji korak na poti do energetske neodvisnosti? Naslednji korak je Šentrupert. Tudi v Šentrupertu že snujemo centralno napravo, ki bo ogrevala lahko celoten Šentrupert. Da je to smiselno, smo preizkusili že na naših objektih, se pravi, ki so v lasti občine, vrtce, šole, telovadnice in vse, kar sodi zraven. Tam namreč že, kot sem že večkrat povedal tudi javno, deluje kotlarna na lesne sekance, ki je celotno ogrevalno sezono letošnjo izjemno dobro delovala, ni bilo nobene okvare, strošek energije pa je bistveno manjši. Z državnim denarjem je povezan projekt oziroma širitev in obnova ceste Slovenska vas-Šentrupert. Del skozi Slovensko vas je bil že obnovljen, lani pa je Direkcija za ceste dela ustavila. Kdaj lahko pričakujete zeleno luč za ta projekt? Ja,
Direkcija je naredila projekt za celotno cesto od Slovenske vasi do Šentruperta. Potem je razpisala prvo fazo, ker je imela toliko denarja pač v proračunu državnem. In plan je bil takrat, ko je bila prva faza končana, da se bo takoj naslednjo leto nadaljevala druga faza in leto zatem tretja faza. Ker je prišlo do vsem nam znane krize, ker je državni proračun zelo obremenjen, je prišlo do odločitve recimo v letošnjem letu, ko je še kazalo na začetku leta, da bo prišlo do razpisa, do odločitve, da se ne razpiše noben nov projekt v Sloveniji, se pravi, da se samo obstoječe pogodbe speljejo do konca in da se vsi projekti prestavijo v naslednje leto. Vse, kar sem lahko storil, je pač to, da sem parkrat bil na sestankih na Ministrstvu za promet, kjer sem lahko samo ugotovil, da pač do nadaljevanja ne bo prišlo letos in pričakujem, da bomo potem prvi na vrsti, ker ta cesta je res dotrajana in nenazadnje ima država tudi zelo velik strošek vzdrževanja te ceste, kajti neprestano je potrebno flikati luknje in nasipati bankine in dejansko pričakujem, da bo naslednje leto to izvedeno. Tudi na drugi vpadnici so še nekatera dela v Prelesju, je še en del, ki ga je treba dokončati, to je v okviru krožišča. V Prelesju je predvideno krožišče, ki se ravno tako načrtuje. Iz istih razlogov, zadeve stojijo in verjetno bomo morali to krizo nekako prebroditi, da bo državni proračun zmogel vse te projekte in potem nadaljevati z deli. Šentrupert sicer leži blizu Dolenjske avtoceste in tako ste povezani z večjimi kraji. Da pridete do avtoceste, pa imate kar nekaj težav, recimo ozko grlo na Mirni. Občina Šentrupert je skupaj z občino Mirno pristopila k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta. Kako to? Tako kot ste že sama ugotovila, večina Šentruperčanov pač gravitira proti Trebnjemu, Ljubljani, se pravi tam nekje pri Trebnjem se priključujemo na avtocesto, nekateri sedaj na vzhodni, drugi na zahodni priključek. Ozka grla pa so prvo ozko grlo je Mirna, se pravi kamniti most, kjer se nemalokrat zgodi, da je potrebno tudi 15 minut čakati, da se 2 kamiona rešita z mostu. Drugo ozko grlo je trenutno še v Trebnjem, se pravi sama pot skozi Trebnje, vendar to se rešuje. Kot tisti, ki potujemo tam, vidimo, da so na delu že stroji, da se zadeva tam končuje in s tem priključkom bo Mirnska dolina izjemno pridobila. Z občino Mirna pa smo pristopili skupaj k reševanju pač te obvoznice zaradi tega, ker en delček te obvoznice bo ležal tudi v naši občini in procentualno bomo pač ta delček financirali sedaj v tej fazi projektno dokumentacijo. Potem pa seveda računamo na državni denar, kajti ta cesta je državna in ne občinska. Pa mogoče veste, kdaj bi lahko projekt stekel? Kolega župan iz Mirne je pač na DRSC-ju se dogovoril tako, da mi čim prej pripravimo projektno dokumentacijo, s tem si bomo kupili neko vstopnico, da bomo lahko v čakalni vrsti. Kdaj bi pa lahko prišlo do izvedbe, pa jaz težko rečem, ker pač je seveda spet vse odvisno od državnega proračuna, ampak naše upanje pa je, da bi bilo to nekje leta 2014-2015. Spravi, denarja je malo, želja veliko, kot tudi pri vas. Ponos Šentruperta je tudi občinski pihalni orkester, ki pa ima žal to smolo, da naprimer v domači občini ne more pripravljati naprimer novoletni koncert. Kdaj, kje lahko pričakujejo kakšen večji prostor? Ja, jaz bom tako rekel, v Mokronogu je bila zgrajena ena velika športna dvorana in ne vidim razloga, zakaj ne bi te kapacitete koristili tudi mi, tako kot smo zdaj gostovali na Mirni, lahko tudi v Mokronogu. Šentrupert sicer načrtuje v eni malo bolj daljni prihodnosti tudi kulturno dvorano, ki bo nekako združila potrebe po knjižnici, ki jo imamo sedaj preseljeno v stari vrtec in potrebe tudi po drugih, teh dejavnostih, ki jih trenutno v Šentrupertu nimamo. Vendar prioritete so zdaj drugje, kot sem dejal, pa se mi zdi to povezovanje, o katerem smo skozi govorili v Mirnski dolini, tudi skozi kulturo na ta način, se mi zdi izjemno dobro. Moj predlog je celo bil, da bi
ta pihalni orkester nekako posvojili vsi trije župani in da bi to postal nek pihalni orkester, ki bi pokrival potrebe celotne Merenske doline. Za ostale dogodke pa je zaenkrat dovolj prostora v mansardi v šoli? Največja dvorana v Šentrupertu je galerija, kot smo jo poimenovali, v mansardi šole, sprejme okrog 250 ljudi, jo tudi s pridom izkoriščamo, tako da tudi dogodki ob občinskem prazniku, kar nekaj dogodkov ob občinskem prazniku bo tam. Kulturni dom je nekako postal premajhen, sprejme samo okrog 150 ljudi, 120 do 150 in v Šentrupertu je zanimanje za te prireditve večje, tako da nočemo niti, rekel, razkerati in narediti kakšno bolj pomembno prireditev, pa da bi ljudje ostali pred vrati. S tem bi tudi zaključila in kakšno temo pustila tudi za kakšnega od prihodnjih pogovorov. Hvala vam za obisk v studiu in za vsa pojasnila. Hvala tudi vam za povabilo. Vam, drage gledalke in dragi gledalci, pa hvala, ker ste bili z nami in lep večer še naprej.